Okoljsko degradacijo Celja najpogosteje enačimo s cinkarno, ki je zagotovo največji zgodovinski vir onesnažene prsti. Ta se izkazuje s presežnimi vrednostmi cinka, svinca, arzena in kadmija v zemlji, najdemo jo pa na točkovno onesnaženih delih povsod po mestu in tudi širše. V resnici je v sedanjosti problem onesnaženosti Celja večplasten in ni vezan le na onesnaženost tal, ampak tudi na izrazito onesnaženje zraka. Na eni strani povezano z še vedno aktivno industrijo, praktično v središču mesta, od sežigalnice odpadkov do sežiganja lesne biomase, kemijske industrije in drugih faktorjev. Hkrati pa se praktično skozi center Celja poleg avtoceste stekata dve močni prometnici, ki dnevno v mesto pripeljata do 45.000 vozil, kar seveda pomeni izdatno onesnaženje z delci PM10, CO2 in drugimi onesnaževali, ki v tem neprevetrenem kotlinskem območju v zimskem času pomenijo kar malo katastrofo. Celje je ekološko praktično najbolj onesnaženo področje v državi. Praktično vsi odločevalci to vedo, tako vlada kot tudi parlament, v katerem sprožamo različne pobude. Ekološko sanacijo zahtevajo tako občani, občanke, civilne iniciative, zgodi se nič. Za mano stoji onesnažena zemlja z težkimi kovinami, ena najbolj onesnaženih zemlja v Sloveniji, že leta se ne očisti. Država Slovenija je izgubila tožbo proti Evropski komisiji in dnevno in letno plačuje takšne odškodnine, kot bi praktično stala sanacija pomembnega dela Celjske kotline. Tudi 10 vrtcev, v katerih se otroci na igriščih igrajo z krepko preko kritičnih meja onesnaženo zemljo s težkimi kovinami, se že 3 leta čisti. V 3 letih je država uspela očistiti 5 vrtcev. To, da v 21. stoletju v Evropski uniji dovoljujemo bivanje in gradnjo brez kontrole premika teh zemljin, je nezaslišano in predstavlja velik dolg države in onesnaževalcev do ljudi, ki tukaj živimo. Prav je, da so se začele sanacije vrtčevskih igrišč, vendar je to le prvi korak od mnogih, ki morajo še slediti. Celjani imamo radi svoje mesto, zato si tu želimo živeti v pogojih, ki ne ogrožajo našega zdravja in nismo pripravljeni ne na debate, ne na kompromise, ki pašejo v 19. stoletje. Na Jesenicah imamo zelo veliko okoljevarstvenih težav, predvsem povezane z našo pitno vodo. Ob deževnih dneh, ob večjih nalivih ostanemo brez pitne vode. Druga zadeva so neznani izlivi snovi. Na zbirnem centru v zadnjih 2 letih, ki jih je bilo kar za 20 ton, direktno v Savo. Okoljevarstvena inšpekcija ne odreagira, župan ravno tako ne. Mi smo tisti, ki nekako poskušamo urediti zadeve, opozoriti nanje, a žal naletimo na gluha ušesa. Tretja zadeva, ki se zopet tiče javnega komunalnega podjetja, je pa naša čistilna naprava, ki bi nam omogočala prečiščevanje vode. Dogaja se zopet ob večjih nalivih, da ta voda onesnažena, seveda s fekalijami na žalost, teče direktno v reko Savo. Ob skrivanju njihovih informacij, podatkov, analiz smo jih končno tudi pridobili. Naredilo se zopet ni nič. Župan skriva težave s tem, da obvešča občane in občanke, da je vse v redu, a še daleč od tega. Zadeva je šla na tožilstvo, tako da čakamo tudi njihovo stran. Dejansko ljudje se ne zavedamo, kaj nam prinaša naš naravni vir pitne vode. To, kar vidite za mano, je Kemis, ki še zmeraj uspešno posluje. Kemis je privoščil vrsto nepravilnosti pred in po znamenitem požaru na Vrhniki. Glavna od teh je bila, da je imel na črno zgrajene objekte, ki jih je po požaru obnovil. Do letos aprila je imel rok, do katerega bi jih mogel podreti, ker je tako presodila tako gradbena inšpekcija kot Ministrstvo za okolje, vendar Kemis tega do danes, kot vidite, ni storil in nadaljuje s svojim uspešnim poslovanjem. Eden od problemov, zakaj je prišlo do tega, da se s Kemisom ne dogaja v bistvu nič posebnega, je ta, da je lokalna SDS-ovska oblast na Vrhniki utišala in uničila lokalno inicijativo Ekovrh in jo izrinila iz dosega informacij. Imajo ministrstvo, imajo župana in edino oni lahko si privoščijo ali da pustijo, da postopki stečejo in bo Kemis mogel podreti nedovoljene objekte ali pa ga pač rešijo.
Na drugi strani imamo pa tam še komunalno podjetje Vrhnika, ki je pa tudi postalo tarča lokalnih oblasti. Oblasti in njihovi zavezniki vidijo v lokalnih komunalnih podjetjih predvsem dobiček in prostor, kamor odlagajo svoje kadre. Kar se pa tiče okoljske politike, jim je pa glede razvoja komunale bolj malo mar. Najbolj ironično je pa to, da se SDS in njegovi politiki predstavljajo kot največji okoljevarstveniki in skrbniki za okolje, po drugi strani pa so tisti, ki rušijo zakonodajo, kar se tiče varovanja narave, kar se tiče omejitev, posegov, dajo ugodnosti kapitalu in dajo pravice podjetjem in si tako kupujejo točke, na drugi strani se pa delajo okoljevarstveniki in delajo reklamo za sebe med ljudmi, ki v teh stvareh pač ne vejo dosti. In mislim, da je to ena taka tema, o kateri bi pač mogli v javnosti čim več govoriti. Nahajamo se v dolini ob reki Soči, v eni najbolj onesnaženih področjih v Republiki Sloveniji. Za mano je cementarna Salonit Anhovo, ki že 100 let sobiva s to dolino. Ta cementarna je ustvarila kar močan krvni davek, prebivalstvo je zbolelo in še zdaj zboleva in umira. Po prekinitvi uporabe azbesta v proizvodnji cementa pa so začeli od leta 2007 sežigati odpadke pri proizvodnji cementa. Tako da se vsako leto povečuje to količino odpadkov in sedaj se ima dovoljenje Salonita Anhovo za sosežig 108 tisoč ton odpadkov na letno. Problem je, ker je to cementarna in ni tako usposobljena za sežig odpadkov kot navadne sežigalnice. Posledično ima tudi drugačne omejitve pri sosežigu odpadkov. Sosežigalnice lahko imajo višje izpuste določenih snovi, kot imajo sežigalnice. Prebivalci imajo zelo slabo zdravstveno stanje, vse njihovi pozivi do sedaj so bili neuspešni, obrnili so se na Varuha človekovih pravic, obrnili so se na Državni zbor, Levica jim je pri tem pomagala in pritiskala na vlado. Zdravniška zbornica Slovenije in zdravniki so opozorili na ta velik problem in na to trpljenje tega prebivalstva. Zato sedaj Levici z zakonodajno spremembo bomo omejili to sežiganje odpadkov, tako da bomo izenačili količino izpustov, da bo enako za sosežigalnice in sežigalnice odpadkov. To je šele prvi korak, drugi korak bo treba pa tudi povečati nadzor nad emisijami, ker je ugotovljeno, da država nima dovolj usposobljenih strokovnjakov niti nadzornih mehanizmov, da bi lahko uspešno nadzorovala izpuste v ozračje. Cilj Levice je, da to dolino zopet napravimo zeleno in omogočimo prebivalcem življenje v zdravem okolju.